Bobri in Janez Jalen. Bobri so zgodovinski roman Janeza Jalna, ki prikazuje življenje koliščarjev na Ljubljanskem barju okoli leta 2000 pred našim štetjem. Gre za eno temeljnih del slovenske mladinske in mladinsko-odrasle književnosti, ki združuje zgodovino, mit, naravo in skupnost. Nekaj osnovnih podatkov v knjigi. Avtor je Janez Jalen. Ta se je rodil leta 1891 in umrl leta 1966. Zvrst romana, to je zgodovinski roman. Izšel je med leti 1942 in 1943. Ciljna publika je mladina, a je zelo berljiv tudi za odrasle. Priznam, da sama ga še vedno preberem vsaj enkrat na leto. Čas dogajanja je prazgodovina, to je koliščarska kultura, prostor Ljubljansko barje, naslov Bobri, a kot pleme, kot skupnost, ne žival v sodobnem pomenu. O čem govori zgodba? Kakšen je vsebinski povzetek? Roman spremlja življenje koliščarske skupnosti Bobrov, njihove odnose, boje za preživetje, stik z naravo in povezave z drugimi rodovi. V ospredju so življenje ob vodi in v sožitju z naravo, pomen skupnosti in pravil, notranji konflikti, zvestoba, pogum in izdaja ter prehod iz starega v novo, spremembe, ki ogrožajo ustaljen red. Narava ni le kulisa, je živo bitje, s katerim ljudje živijo v odnosu spoštovanja. Katere so glavne teme? Najprej človek in narava, narava kot mati, zaščitnica in sodnica, skupnost in pripadnost, posameznik obstaja znotraj rodu, preživetje, lov, nabiralništvo, ribištvo, kmetijstvo, lakota, nevarnosti, sovražniki. Mit, vera, obredi, svet je prežet z duhovnim pomenom in prehod, konec enega sveta in začetek drugega. Kako jo beremo danes? Kakšen je sodobni pogled? Danes Bobri pogosto nagovorijo bralce tudi kot zgodba o izgubljenem ravnovesju z naravo, arhetipska pripoved o ženskem in moškem principu, o rodu in zemlji, ali kot simbol prehoda iz instinktivnega v nadzorovani svet. Kateri so glavni liki v romanu? Glavni junak je ostrorogi jelen, on je odločen, močen in sposoben lovec. Vodi svoj rod, zgradi lastno kolišče in se trudi za svoj položaj v skupnosti. Sinjovka Kodrolaska je sestra ostrorogega jelena, Jezerna roža je dekle iz drugega rodu koliščarjev in tudi predmet ljubezenske zgodbe ter rivalstva med bratoma. Neokretni karp je polbrat ostrorogega jelena in njegov tekmec za roko Jezerne rože. Pogosto je v konfliktu z jelenom, med njima vlada rivalstvo in tekmovanje. Brkati som je oče ostrorogega jelena in neokretnega karpa. Potem tukaj so tudi drugi, ki gradijo skupnost in atmosfero koliščarjev. To so bela ovca, nosati los, premeteni navihanec, pegasti ris, urni sulec, sivi volk, košata jelka, udarni jalen, zorna kalina in še veliko drugih. Kakšna je struktura romana? Prvi del se imenuje Sam. V prvem delu spoznamo glavnega junaka, ki se imenuje ostrorogi jelen. Mladec je močan in pogumen lovec. V zgodbi se pojavlja tudi njegov brat, neokretni karp, s katerim imata konflikt, ker se oba potegujeta za vodstvo rodu in za žensko, za Jezerno rožo. Ostrorogi jelen ne želi postati bratov hlapec, ampak si želi ustvariti svojo družino in svoj dom. Ker mu oče ne prizna pravice prvorojenca, si sam zgradi svoje kolišče in začne samostojno življenje. Drugi del se imenuje Rod. V drugem delu se zgodba nadaljuje. Ostrorogi jelen postaja pomembna vodilna oseba na jezeru, raziskuje daljne kraje, širi svoje območje in vzpostavlja stike z drugimi plemeni.
Vidimo, kako rod sodeluje in se sooča z izzivi, kot so lov, zagotavljanje hrane in odnosi med različnimi plemeni. Ostrorogi jelen si prizadeva, da bi rod ostal močen in varen. V sončnem videnju uzre podobo hčerke svojega prvega hlapca in si jo izbere za četrto ženo. A mično mladenko si želi tudi njegov sin, presukani lisjak. Tretji del trilogije se imenuje Vrh. Prikazuje zadnjo stopnjo razvoja koliščarske skupnosti bobrov. Ostrorogi jelen, njegova družina in vsi jezerski rodovi se soočajo s tujci in spremembami. Dogajanje je bolj napeto in tragično kot v prejšnjih delih, saj se pokaže, da star način življenja ne more več obstati. V tem delu se stopnjujejo spori med rodovi, pritisk sovražnikov, nesoglasja znotraj skupnosti ter razpad starih pravil. Skupnost bobrov je vse bolj razdeljena, nekateri člani vztrajajo pri starih zakonih in navadah, drugi pa spoznavajo, da se bodo morali umakniti ali spremeniti, če želijo preživeti. Kar se mi zdi izredno aktualno za današnji svet, tako da toplo priporočam branje. Preberi knjigo, super je.